člani Slovenske ljudske stranke, gospe in gospodje, prijatelji in prijateljice. Soboto 12. maja bo Slovenska ljudska stranka kot naslednica Slovenske kmečke zveze praznovala svoj 24. rojstni dan. In zato že takoj na uvodu izrekam čestitke vsem članicam in članom Slovenske ljudske stranke, kot tudi vsem tistim ustanovnim članicam in članom, ki so leta 1988, še v času nekdanje Jugoslavije, s trdno voljo, pogumom in prepričanjem, da so spremembe možne, množične, ustanovili prvo demokratično politično stranko po drugi svetovni vojni na Slovenskem. Slovensko kmečko zvezo in Zvezo slovenske kmečke mladine kot pomanek. Slovenski ljudski stranki smo ponosni na rojstvo demokratizacije v Sloveniji, ki smo začeli z ustanovitvijo naše, tedanje Slovenske kmečke zveze, ki se je leta 1992 preimenovala v Slovensko ljudsko stranko. Takrat so bili neki drugi časi, neka druga država, katere en del je bila Slovenija in nek drug družbeno-politični sistem. Vendar z energijo ljudi in zdravo kmečko pametjo smo že tedaj prvič zmogli moč, da obrnemo tok stvari v drugo smer, da ukrepamo, da pripravimo in sprožimo spremembe. Še več, kar val sprememb, ki so se mu pridružili tudi drugi, saj je Slovenska kmečka zveza tudi pomagala ustanavljati druge stranke. To je pomenilo začetek nove samostojne države zgodovine slovenskega naroda. V tistih časih in prav specifičnih okoliščinah to nikakor ni bilo lahko. Pobudnik in idejni oče Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine, dr. Franc Božen, in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, Ivan Oman in mnogi drugi, ki ste bili tedaj nosilci politike Slovenske kmečke zveze, nam še danes pričate o tem in dajete zgled. Obletnica ustanovitve in spomin na začetke naše stranke je vsako leto priložnost, da se za hip ustavimo v primežu intenzivnega, aktualnega časa in pogledamo, kako danes, čeprav je sicer že 24 let od tega in celo neko drugo tisočletje, uresničujemo svoje temeljno politično poslanstvo, odgovorno politično delovanje. Ja, danes so drugi časi, a kljub temu zapleteni. Vendar me iskreno veseli, da smo vsi skupaj v Slovenski ljudski stranki ponosni na svoje korenine in tudi danes tisti, ki se zapletenih družbeno-političnih problemov lotevamo z vso resnostjo in odgovornostjo. V zadnjih letih smo to kot tedaj opozicijska stranka večkrat dokazali s sprejemanjem odgovornih političnih odločitev v državnem zboru, ki niso bile populistične, niso bile popularne, a so bile odgovorne od države in njenih ljudi. Ko smo, na primer, podprli predlog pokojninske reforme strani prejšnje vlade. In svojo odgovornost do države smo v Slovenski ljudski stranki prevzeli tudi v letošnjem letu z vstopom v vlado Republike Slovenije, v dejansko protikrizno vlado, in to dokazujemo tudi danes, ko v državnem zboru sprejemamo verjetno enega najpomembnejših rebalansov državnega proračuna v slovenski zgodovini. Ko smo v vladi takoj, ko smo prevzeli odgovornost, soodgovornost za vodenje države, potegnili ročno zavoro v državnem proračunu s predlogom rebalansa, ki bo končno v tem trenutku, ko bo sprejet, tudi realnejši. Stabilizacija slovenskih javnih financ in konec brezglavega trošenja in predragega zadolževanja države je nujni in brezpogojni korak, če hočemo ukrepati naprej, da znova zaženemo gospodarsko rast, ki bo tudi pospešila novo zaposlovanje, torej ustvarila nova delovna mesta. Kajti le tako bo država tudi v prihodnje lahko sposobna ohranjati obseg vseh ključnih socialnih in drugih pravic,
ki so odvisne predvsem od stanja državne blagajne. V Slovenski ljudski stranki hočemo imeti samostojno državo, ki bo sposobna vseh vrednot, talentov, ki jih zahteva današnji čas, od držav in državnikov za državljane. V Slovenski ljudski stranki smo ponosni na našo odgovornost, realno in državotvorno državo. Spoštovane članice in člani, naša lastna strankina zgodovina nas uči, da z razumom in pogumom zmoremo sami biti odgovorni pobudnik sprememb. In ponosen sem, da skupaj z vami, tudi v zdajšnjem času, vsak dan izkazujemo to odgovorno politično zavezanost, da delamo naprej in predvsem tisto, kar je dobro za državo in za njene državljanke in državljane. Tako danes, kot jutri, za generacijo naših otrok in vnukov. Bog živi Slovensko ljudsko stranko. Hvala lepa.